V okviru svoje magistrske naloge sem se v bistvu ukvarjala z raziskavami na matičnih celicah. In sicer smo bolj natančno preučevali, kako matična celica, ki je neka nediferencirana celica, kakšni so mehanizmi v ozadju, da pride do tega, da se celica tudi potem diferencira v neko bolj specializirano celico. Osredotočali pa smo se prav na en poseben protein. Proteini pa so v celici taki motorčki, ki opravljajo različne naloge. In smo preučevali prav en specifičen protein, ki se mu reče RIN28, kaj se z njim dogaja, medtem ko se celica diferencira. No, in smo ugotovili, da se tekom diferenciacije prestavi v jedro in da tam najverjetneje tudi dobi eno novo, za jedro specifično funkcijo. Take raziskave so pomembne zato, ker vemo, da imajo matične celice dosti velik potencial za zdravljenje težkih bolezni pa tudi poškodb. In je za samo zdravljenje zelo ključnega pomena to, da mi dobro poznamo mehanizme, kako celice funkcionirajo, kako se jih lahko diferencira v bolj specifične celice, oziroma v končni fazi tkiva, ker to bi pa tudi bil tisti najbolj optimalen rezultat vseh teh raziskav. Kot doktorska študentka zdaj na Kemijskem inštitutu pa sem prešla malo na drugačno področje, in sicer na raziskave na baterijah. Je to malo izven tega, kar sem prej delala, ampak smo nekako že tudi v bistvu ugotovili, da bi lahko tudi se dalo združiti vsa ta znanja in narediti mogoče tudi kaj novega, zanimivega, nekaj bolj inovativnega. Narava ima ponavadi zelo optimizirane pa zelo take sofisticirane načine in mehanizme tudi, kako recimo shranjevati pa kontrolirano prenašati energijo oziroma nosilce nekega recimo električne energije, kar je tudi v bistvu v baterijah tako, In s posnemanjem narave, se lahko marsikaj tudi naučimo. Štipendije sem bila zelo vesela, sploh zato seveda, ker mi omogoča delo na Kemijskem inštitutu, ker mi omogoča šolanje. Ima pa tudi določene prednosti, to so bili pa za mene najbolj pomembno to, da sem si lahko sama dejansko izbrala laboratorij, v katerem bi želela delati, pa tudi recimo obiski konferenc pa lažje izobraževanje v tujini pa tako naprej. Se mi zdi, da v Sloveniji znanost v primerjavi z drugimi evropskimi državami je mogoče malo na slabšem, ampak se moramo zavedati, da znanost je ena ključnih sestavin neke dobre družbe, da ne samo da znanstveniki kot posamezniki ali pa tudi družba kot recimo z nekimi svojimi potrebami definira znanost, ampak tudi znanost zelo pomembno definira nazaj družbo. In se mi zdi, da če bi se tega bolj zavedali, da bi si vsi bolj želeli tudi, da bi se znanost bolj razvijala, da bi lahko delali boljše raziskave. Še posebej se mi to zdi v Sloveniji možno zato, ker imamo v Sloveniji v resnici zelo dobro šolstvo. Študentje se mi zdi, da zelo veliko znanja pridobimo že med samim študijem.